Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, spet smo s sliko nazaj izpod igrišča pod Grajskim gričem, kjer spremljamo tekmo 7. kroga prve lige Medobčinske nogometne zveze Maribor med ekipama Marles Hiš in pa Malečnika. Po prvem polčasu je rezultat 2:2. Gostje iz Malečnika so že v drugi minuti povedli preko Vita Gorze, nato v 14. minuti povišali preko Dobaja, no v 21. minuti so prednost razpolovili, domači preko Ribiča, v 38. pa je za izenačenje poskrbel Matic Emberuš. Sodnik Armando Šorli je medtem že dal znak za nadaljevanje tega srečanja. V napadu so nogometaši Malečnika, na igrišču pa trenutno pri gostih Tršavec, Lah, ki je zamenjal Lampreta, Janžekovič, Krajnc, Ulbin, Bračko, Fanedl, Karič, Dobaj, Gorza in pa Besič. Pri domačinih pa istih 11, kot je tekmo začelo. Jagodič, Emberuš, Danilovič, Miljatovič, Novak, Pavlič, Nerad, Štrukelj, Vogrin, Ribič in Kušnik. V prvih minutah, prvih trenutkih tega drugega polčasa manjši pritisk Malečnika, zdaj so se ujeli v offside zanko gostje. Tudi v prvem polčasu smo videli dva obraza obeh ekip. Najprej v prvem delu popolna prevlada Malečnika, potem pa se je vse skupaj obrnilo in po zadetku točno približno na polovici polčasa se je krivulja obrnila v prid nogometašev iz Limbuša. Preko Fanedla napada gostje, pri žogi je Karič. Odlično je bil postavljen Ribič. Ribič žogem pošilja Štruklja, ki pa ob Krajncu ni prišel do žoge. Krajnc vrača do svojega vratarja Tršavca. Nogometaši Malečnika, ki igrajo v modrih dresih, napadajo preko Dobaja zdaj. Gostje oziroma se opravičujem, domačini iz Limbuša seveda nastopajo v črno-fluorescentni športni opremi. Krajnc in Bračko. Pa Krajnc. Ja, ni nekega pritiska strani domačih. Očitno bodo spet potrebovali nekaj časa, da se spravijo na tiste prave obrate, ki jih želi na igrišču videti trener Bogomir Špindler. Dobaj lepo preigrava, dobro v njem reagiral Emberuš. Prekršek v korist Malečnika pa je zapiskal zdaj sodnik Šorli. Morda bi lahko tukaj celo pustil prednost, do žoge je v kazenskem prostoru prišel Gorza. Tukaj vidimo preigravanje Dobaja. Kot kaže, bil pod prekrškom, Emberuš je potem žogo izbijal proti Gorzi, ki je streljal v vratarja Jagodiča. Oglasila pa se torej sodniška piščalka in prosti strel za goste iz Malečnika. Dobaj in pa Karič sta pripravljena za izvedbo. Kar 5 nogometašev v zid postavil vratar Jagodič. Karič! Mojstersko je Amir Karič izvedel prosti strel v 49. minuti in ponavlja se zgodba iz prvega polčasa. Ponovno vodstvo za Malečnik 3:2. 48-letni Amir Karič pa je zdaj pokazal vse svoje mojsterstvo in odlično zadev iz tega prostega strela s svojo levico. Poglejmo si to še enkrat, ja, krasno izveden prosti strel. Brez moči je bil vratar Jagodič in Malečnik ponovno vodi. Jasno, Amir Karič, daleč najbolj izkušen nogometaš, najbrž kar v celi ligi. 119 nastopov v prvi ligi, pa 17 golov in 9 asistenc, pa nastopi v Ligi prvakov, pa svetovnih in evropskih prvenstvih. Res bogata kariera za Amirja Kariča, ki pa zdaj torej nastopa v prvi ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor za ekipo Malečnika.
Prebujajo se tudi domačini, napad Ribiča po desni. Vztrajen je bil Ribič. Nič ga ni zaustavilo, niti to, da njegov soigralec Nerad leži na tleh na sredini igrišča. Kot kaže, bo potreboval menjavo. Še enkrat smo videli ta prodor Ribiča. Brezkompromisen je Ribič. Težko ga je zaustaviti, odlično igra na desni strani. Kot kaže, pa bo potrebna menjava. Težavam za Bogomirja Špindlerja ni videti konca. Še en poškodovan nogometaš, to je Aljoša Nerad. Eden najpomembnejših členov tukaj na sredini igrišča. Zamenjal ga bo Aljaž Dobaj, kot kaže. Ja, tako je, Nerad je zapustil igrišče, v igro pa vstopa številko 10 Aljaž Dobaj. V taktičnem smislu brez sprememb. Dobaj je zasedel pozicijo, ki jo je prej zasedal Aljoša Nerad. Krajnc tvegano vrača vratarju. Ta je žogo izbil. Do Blaža Dobaja. Pa Besič. Besič z dobrim prenosom na desno. Ob Vogrinu do žoge Lah. Lah poda naprej. Predložek v sredino. Nekoliko slabša podaja. Blaž Dobaj je prišel do žoge. Dobaj je poskušal spodaj proti Fanjedlu, žogo je izgubil, nov napad za Limbuš. Lepa podaja proti Ribiču, hiter je Ribič. Do žoge je prišel ob Ulbinu, odlično se je znašel, poskušal spodaj v sredino, ampak nastreljal gostujočega kapetana Krajnca, potem pa storil prekršek. Ja, zdelo se je, da nekoliko iz jeze ob tej neuspešni podaji, potem prekršek Vanje Ribiča, kapetana domačega moštva, ki je zdaj prejel tudi rumen karton. Še enkrat smo videli to situacijo, ko je padel Luka Ulbin, prekršek nad njim je storil Vanja Ribič in si prislužil rumeno kazen. Prvi rumeni karton za ekipo Marles Hiš v 53. minuti tekme. V 33. so si enega že prislužili nogometaši Malečnika, in sicer kapetan Marko Krajnc. Prav Marko Krajnc pa je tisti, ki bo izvajal prosti strel za Malečnik. Sicer v tem krogu še nekaj preostalih tekem. Trenutno se igrajo 3, nimamo podatka, kakšen je rezultat v Staršah, kjer gostuje Peca. Vemo pa, da Miklavž z 2:1 vodi na gostovanju pri Pohorju. Rače pa z 2:0 doma vodijo proti ekipi Roha. Ob 18. nas čaka še tekma med Radljami in Duplekom. Jutri pa 2 tekmi, in sicer obračuna Marjete in Jurovskega Dola ter Pesnice in Akumulatorja. Nov napad za Limbuš po levi strani. Vratar gostov si je zdaj privoščil tveganje. Ob Vogrinu je gradil žogo, ampak Vogrin do nje ni prišel in vratar Tršavec je žogo spravil do svojih soigralcev v napad. Bračko, lepo se je znašel Bračko. Brez pa vendarle prekršek. Zapiskal je sodnik Šorli in prosti strel. Žoga bo pripadla nogometašem Malečnika. Miha Bračko je tisti, ki izvaja prosti strel. Pa Fanjedl. Besič. Karič. Lep prenos žoge na levo proti Ulbinu, ki pa te podaje ni zaustavil in žoga bo pripadla ekipi Marles Hiš iz Limbuša. Emberuš na kratko Ribiču.
Pa Dobaj. Danilović. Danilović daleč naprej. Kušnik in Štrukelj sta tam. Kušnik je odlično prišel do žoge ob Janžekoviću. Preigrava Kušnik. Lepo zadržuje žogo. Težko je žogo odzeti Mihi Kušniku, to smo velikokrat videli. Tudi v prvem polčasu prekršek nad Kušnikom pa je storil Luka Ulbin. Odličen je Kušnik pri zadrževanju žoge, odličen je tudi pri razigravanju svojih igralcev in pri strelih. Skratka, zelo vsestranski in koristen napadalec. Tukaj pa smo še enkrat videli prekršek nad tem domačim napadalcem. Prav Kušnik bo tisti, ki bo tudi izvajal tale prosti strel. Nekaj malega besednega obračunavanja, nič hujšega. Sodnik Šorli je zdaj dal znak za izvedbo prostega strela. Kušnik z lepo podajo. Krajnc ni najbolj zanesljivo izbil, Miljatović tam ovira vratarja. Do žoge je prišel Ribič. Ribič je nevarno vračal proti Daniloviću, ki je potem žogo raj izbijal daleč na nasprotnikovo polovico, kjer pa do nje ni prišel Štrukelj. Vratar Tršavec pa jo zdaj pošilja že na polovico domačih, kjer je spodesnil Daniloviću. Besić se je znašel sam pred vrati, izkazal pa se z odličnim posredovanjem Blaž Jagodič. Prvi strel v okvir, oziroma se rečem drugi strel v okvir vrat, prvi iz igre tudi za goste v tem drugem polčasu. Lepo se je tam znašel Besić, ampak dovolj dobro je bil pripravljen vratar Jagodič. Medtem pa kot za Malečnik. Izvajal ga bo Amir Karić. Šele prvi kot je to za ekipo Malečnika danes. In nova priložnost, da iz prekinitve ogrozijo vrata, ki jih brani Blaž Jagodič. Karić je žogo spravil v sredino, ampak le do Miljatovića, ki je izbijal. Bračko dobro proti Besiću. Žogo pa so domači branilci izbili v nov kot. Tudi na drugi strani za izvedbo tega kota zadolžen Amir Karić, ki je tudi danes že nekajkrat pokazal svoje mojstrstvo in svoje široko nogometno znanje. Karić še eno dobro podajo, še enkrat je Miljatović dobro skočil. Bračko, pa Karić. Lah mirno vrača Fanedlu. Gorza je prišel do žoge ob Novaku, spravil je do Dobaja. Dobaj pa Gorza. Preigrava Gorza, Miljatović ga je dobro oviral. Do žoge pa je za trenutek prišel Vogrin, ampak hitro so spet osvojili nogometaši Malečnika. Bračko. Dobaj. Besić. Besić lepo do vtekajočega Ulbina, ki se je znašel iz oči v oči z vratarjem Jagodičem, ki pa je še enkrat več izvrstno posredoval. Ja, že druga velika priložnost zapravljena v zadnjih nekaj minutah za Malečnik. Še enkrat obračun iz oči v oči z vratarjem in še enkrat je bil le ta zmagovalec dvoboja. Bočni branilec Luka Ulbin, sicer že strelec 3 zadetkov v tej sezoni. Tokrat pa nekoliko premalo zbran, nekoliko preslab zaključek in nič ni bilo iz novega zadetka za Luko Ulbina. Janžeković in Lah. Pa Bračko. Žoga nazaj vse do vratarja Tršavca. Krajnc.
Dobaj lepo Fanedlu. Vanja Ribič. Podaj v sredino Kušniku. Ni bilo prepovedanja položaja. Ribič se je znašel v kazenskem prostoru. Ribič lepa podaja v sredino, kjer je bil Jan Štrukelj. Pa ni uspel bolje zaključiti. Ja, že druga lepa priložnost za Jana Štruklja na tej tekmi. Že druga neizkoriščena. Krasno sta kombinirala Ribič in Kušnik. Ribič je podal v sredino, Štrukelj pa torej zapravil lepo priložnost. Priložnost tudi na drugi strani za Malečnik. Precej mimo vrat je streljal Dobaj, ki ni najbolje zadev žoge. Videli pa bomo prejšnjo akcijo še enkrat s ponovljenem posnetku. Kušnik, ki ni bil v ofsajdu, je podal Ribiču. Ribič je krasno našel Štruklja, ta pa precej preslabo zaključil. A morda je ta priložnost Štruklja napovednik, da se domačini ponovno vračajo v igro, podobno kot v prvem polčasu. Ribič. Ponuja se Emberuš. Ribič mu je lepo podal. Emberuš je krasno našel Štruklja, ta si je žogo dobro pripravil za strel, potem pa ne najboljši strel, ki je končal v bloku. Karič se je lepo znašel v Pavliču. Karič mirno vrača svojemu vratarju. Ta pa žogo izbija daleč na nasprotnikovo polovico, kjer je bil pripravljen Miljatovič. Besič je poskušal s prve, ni šlo. Gorza. Žogo samo domači branilci odvzeli. Danilovič. Pa Pavlič. Slaba podaja, do nje je prišel Ulbin. Pa Dobaj, lepa podaja v prostor, kjer je Vito Gorza. Zadev pa je vratarja Jagodiča, zdaj precej razburjenja. Lepa priložnost je bila to za Gorzo, pravočasno je bil pri žogi, ampak dovolj hitro je prišel iz gola Blaž Jagodič. Z obema bo na srečo, kot kaže, vse v redu. Še enkrat vidimo to odlično podajo Dobaja. Gorza je bil hiter, ampak vendarle je dovolj blizu stal Blaž Jagodič, da Gorza ni zmogel bolj konkretnega zaključka in žoga je končala daleč preko gola. Skok je dobil Karič. Poskušal je s prve, ni šlo. Pavlič proti Vogrinu. Tam je tudi Lah. Lah gradi žogo. Lah je dobro žogo zagradil v aut. Janžekovič in Karič. Karič je žogo izgubil ob Pavliču. Hitro pa so jo zapravili tudi domačini iz Limbuša. Dobaj. Dobra zamisel Dobaja, nekoliko slabša izvedba. Vogrin pa ni bil dovolj spreten, da bi prišel do žoge tam oba v črti in leta bo pripadla nogometašem Malečnika. Bračko. Fanedl. Še enkrat Bračko. Karič. Karič še z eno lepo podajo proti Gorzi. Tam je bil tudi Ulbin. Nekoliko sta si bila za trenutek morda celo v napoto. Izgubil je žogo zdaj Gorza. Dobaj nekoliko nespretno, potem pa je žoga končala pri Krajncu. Krajnc se vrača nazaj. Poskusili bodo s pritiskom na vratarja domači napadalci. Emberuš žoge ni najbolj posrečeno izbijal. Fanedl je spravil do Dobaja, Dobaj preigrava. Lep prenos žoge povsem na drugo stran, kjer je Karič. Karič ob Novaku. Še vedno Karič, poskušal je spodal v sredino. Novak je bil dobro postavljen, do žoge pa potem Lah. Fanedl. Fanedl preigrava. Lepo je podal na desno stran Kariču. Lep predložek. Proti Besiču je letela žoga, ampak dobro postavljen Danilovič. Odlično Pavlič in zdaj
Ribič. Ribič je v ogenj poslal Štruklja. Štrukelj je spet iskal Ribiča, ampak podaja bila nekoliko nenatančna. Tršavec z visoko podajo v sredino. Gorza in Fanedl. Bračko in Karič. Pavlič je za trenutek prišel do žoge, ampak mirno je potem reagiral Janžekovič. Vratar Tršavec potem izbijal do Miljatoviča. Nekaj raztrgane igre. Novak. Novak lepo do Vogrina. Vogrin in Pavlič. Pavlič je žogo izgubil ob Kariču. Potem pa zelo grob prekršek in rumeni karton je v 66. minuti pokazal sodnik Šorli Gašperju Pavliču. Videli bomo to v ponovljenem posnetku. Prekinil je proti napad, potegnil ročno zavoro in si prislužil rumeni karton Gašper Pavlič. Bračko in Lah. Ob robu igrišča je medtem pripravljena nova menjava pri ekipi Marles Hiš. Če vidim prav, je tam pripravljen Mehmet Hasani. Vratar Tršavec je medtem žogo izbijal naprej proti Kariču. Karič je izvrstno rešil žogo in jo spravil do Laha. Bračko in Karič. Karič Besiču. Besič pa potem slabim predložkom. Žoga je končala v golavtu za vratarja Jagodiča. V igro torej, kot že omenjeno, Mehmet Hasani. Iz igre pa, kot vse kaže, Gašper Vogrin. Štrukelj se je pomaknil na levo krilo. Mehmet Hasani bo igral nekoliko bolj v sredini za Kušnikom. Menjava pa tudi na drugi strani. Besič je igro zapustil. V igro pa je vstopil nogometaš številko 15 Jan Šavorič. Ulbin dobro ob Kušniku. Hasani pritiska na Krajnca. Novak. Pa Dobaj. Lepo je našel Kušnika. Kušnik iznajdljivo do Ribiča, ampak ponovno dobra reakcija gostujočega vratarja. Je najbolj posrečeno posredovanje Daniloviča. Do žoge je prišel Gorza na desni strani. Gorza z odličnim predložkom, sam se je znašel pred vrati Jagodiča. Blaž Dobaj. Ja, v tem drugem polčasu pa Blaž Jagodič sam drži domačo ekipo nekako še v igri za točko ali pa morda vse tri. Nov napad za Malečnik. Dobaj je žogo zapravil, Šavorič in Karič. Pa Gorza, Gorza strelja daleč preko gola. Še enkrat bomo videli prejšnjo akcijo. Gorza z izvrstnim predložkom iz desne strani. Povsem sam je bil pred golom Dobaj, ki pa je nastreljal odlično postavljenega Blaža Jagodiča. Še enkrat je Kušnik prezentiral svojo odlično kontrolo nad žogo in potem izsilil tudi prekršek. Še enkrat pa tudi priložnost Vita Gorze, ko mu je tako podal Karič. Gorza pa je nenatančno streljal preko gola.
Ribič. Ribič z dobro podajo proti Hasaniju, ki pa ni najbolje ukrotil te žoge, ni si pripravil položaja za strel. Ja, številne priložnosti v tem drugem polčasu za Malečnik in prava katastrofa za njih bi bila, da bi prejeli v zadnjih 20 minutah gol za izenačenje ali mora biti celo 2 in odšli iz Limbuša praznih rok. Miljatovič. Bračko je poskušal, žoga je končala pri Miljatoviču, pa Danilovič. Dobaj. In ponovno Miljatovič. Na desni strani je Emberuš. Lepo Ribiču. Ribič je zelo lepo žogo spustil Emberušu. Proti Kušniku je poskušal. Dobro pa je bil Dobaj postavljen. Emberuš je potem sicer storil prekršek, ampak prednost pušča sodnik Šorli. Gorza je poskušal žogo spustiti napadalcu Šavoriču. Po levi se je vključeval tudi Dobaj, ampak napad Malečnika se je končal. Kušnik je odlično žogo spustil Ribiču. Ribič je v kazenskem prostoru, žoga proti Hasaniju. Hasani je pred golom, pravočasno pa se je vrnil zdaj Žiga Lah. Velika priložnost zdaj tudi za domačine iz Limbuša. Takole je po desni strani prodiral Ribič, žogo spravil do Hasanja, ki pa je bil nekoliko prepočasen. Kaj sledi za obe ekipi? Ekipa Marles Hiš odhaja v naslednjem krogu na gostovanje v Marjeto, nato še eno gostovanje pri Pohorju, na koncu pa v 10. krogu še domač obračun s Staršami, medtem ko Malečnik v naslednjem krogu doma pričakuje ekipo Akumulatorja, nato odhaja v Marjeto in pa v 10. krogu doma gosti Roho. Bračko lepo do Kariča. Ob Kariču je Ribič, ki pritiska. Janžekovič in Ulbin. Ulbin pa Fanedl. Fanedl nazaj do vratarja. Lah. Še enkrat Lah, dobra kombinacija gostov. Gorza je poskušal, Emberuš pa žogo nekoliko panično izbil v kot. Naj še enkrat povem, da trenutno potekajo še 3 tekme, nimamo podatka o rezultatu v Staršah, lahko pa povemo, da Rače doma vodijo z 2:0 proti Rohu, Miklavž pa vodi z 2:1 na gostovanju pri Pohorju. Ob 18. pa seveda sledi še tekma med Radljami in Duplekom. Nov kot za Malečnik. Karič je izvajalec. Karič je z eno dobro podajo. Dobro je reagiral Emberuš, žoga pa bo celo pripadla vratarju Blažu Jagodiču. Še enkrat šla proti Kušniku, ta je sicer dobil, ampak ni je spravil v posest za svojo ekipo. So pa napad hitro zapravili gostje iz Malečnika. Emberuš in Danilovič, pa Jagodič. Nekoliko tvegano, žogo so domači izgubili, tu je Dobaj. Dobaj strelja, zgrešil pa je cilj Blaž Dobaj. Ja, nekoliko je bil sebičen.
V kazenskem prostoru se mu je odkrival Vito Gorza, vidimo pa tu še enkrat podajo Jagodiča, ki je končala v nogah napadalca Malečnika, ki je potem streljal, ni se odločil za podajo odprtemu Gorzi in na koncu kar precej zgrešil. Še ena zapravljena priložnost, torej za Malečnik, zdaj se jih je nabralo že kar nekaj. Dobro se je znašel Hasani, poskušal podajati do Kušnika, ni uspelo. Lah po desni strani, lepo je poslal žogo proti Gorzi, ki pa si je dal nekoliko predolg predložek in žoga je končala za golovo črto. Po levi strani prodira Novak, pa Štrukelj, Hasani, Kušnik, vtekal je Ribič, Kušnik mu tokrat ni podal, odlično je zadržal žogo, lepo potem spet proti Ribiču, ki pa je žogo hitro zapravil. Ribič je storil prekršek nad Bračkom, s tem je prekinil proti napad, ja, paziti mora Ribič, ima že namreč rumen karton in kaj lahko bi mu sodnik za take prekrške pokazal tudi drugega. Ja, zamudil je in storil prekršek nad Miho Bračkom. Lepo je Miljatović reagiral ob Kariču. Janžeković potem vrača vratarju. Ta jo izbija daleč na nasprotnikovo polico, kjer se je boril Šavorić, ampak uspešnejši od njega je bil Danilović. Še enkrat je žogo odlično zadržal Kušnik. Kušnik je nekako žogo spravil mimo Krajnca, ki pa je nad njim storil tudi prekršek. Še enkrat v ponovljenem posnetku iznajdljivo je reagiral Kušnik, prekršek nad njim pa storil Krajnc. Kušnik bo imel priložnost za izvedbo tega prostega strela. Kušnik je lepo žogo dvignil proti Novaku, ki pa je bil nekoliko prepočasen. Visoko ostajajo napadalci ekipe Marles Hiš. Jasno, vedno manje časa, minute za njih tečejo prehitro. Popolnoma nasprotno seveda na drugi strani za ekipo Malečnika čas teče bistveno prepočasi. Novak in Jagodič. Lepo do Štruklja, Štrukelj je žogo odložil do Dobaja, Hasani je prišel do nje. Hasan jo je zapravil. Tvegana podaja na desno proti Ulbinu, tam je bil tudi Ribič. Ulbin pa je žogo vendarle odbil. Emberuš dobro proti Kušniku, ki se bori tam s Krajncem. Je pa tokrat Kušnik bil tisti, ki je storil prekršek. Ja, težke bitke bijeta Krajnc in Kušnik. Oba garata za dosego svojega cilja. Za Kušnika je to seveda, da bi pripravil priložnost sebi ali svojim soigralcem, za Krajnca seveda, da bi mu to preprečil. Krajnc je zdaj žogo mirno spustil nazaj. Hasan je pritiskal, vratar Tršavec pa žogo prijel. In zdaj bo z degažiranjem poslal nazaj v igro. Gorza je dobro zaustavil žogo, pri njej je Lah. Ni pa šlo mimo Novaka. Žogo so sicer domači hitro izgubili, prekršek pa je potem storil Aljaž Dobaj. Športno se je opravičil Mihi Bračku, ki je utrpel že kar nekaj prekrškov danes. Eden od motorjev igre Malečnika na sredini igrišča. Lah z dobro podal proti Gorzi. Šavorić se je boril. Do žoge je prišel Fanidl.
Prodira Fanedl, Fanedl poskuša, žoga je končal pri Dobaju, ki si jo je lepo nastavil na levo nogo, zadev pa je okvir vrat. Še ena lepa priložnost za Malečnik, še enkrat več se je v priložnosti znašel Blaž Dobaj, po tem lepem prodoru Fanedla je žoga prišla do njega, lepo je tam obrnil Miljatoviča, prišel do strela z levico, ampak bil malenkost nenatančen in zadev vratnico. Sodnik zdaj pušča prednost, Kušnik je sicer tam storil prekršek, ampak žogo so nogometaši Malečnika tako izgubili. Danilovič in Jagodič nekoliko tvegano. Bračko je žogo spravil do Dobaja. Gorza, spet je pri žogi Dobaj. Dobaj mimo Miljatoviča. Lepa podaja, Gorza je tam. In nov zadetek za Vita Gorzo. V 81. minuti, torej 4-2. Lepa kombinacija Dobaja in Gorze, ki je kot prvi prišel do dvomestnega števila zadetkov, že 10. zadetek na 7. tekmi v tej sezoni. Tukaj še enkrat vidimo, lepo se je obračal Dobaj ob Miljatoviču, poslal odličen predložek proti Vitu Gorzi, ki pa te priložnosti ni zapravil, rutinirano je žogo z glavo poslal mimo vratarja Jagodiča in poskrbel za vodstvo Malečnika v Limbušu z 4-2. To je zdaj seveda udobna prednost za goste, ki bi jo nekako morali znati, ki bi nekako morali zadržati do konca te tekme, ampak seveda v nogometu se nikdar ne ve, kakšno presenečenje se skriva, kje poskušajo z napadom nogometaši Limbuša, ampak Jan Štrukelj je bil v prepovedanem položaju. Nikamor se sedaj seveda ne bo mudilo gostom za izvedbo tega prostega strela. Žiga Lah je tisti, ki je zadolžen za izvedbo. Menjavo pa pripravlja gostujoči trener Jan Žekovič. Mislim, da se pripravlja Žiga Hozjan. Ribič ob Ulbinu. Ulbin je bil tokrat uspešnejši, Ribič je zahteval prekršek, ampak piščalka sodnika Šorlja je ostala nema. Dobaj prodira, Dobaj je šel po sredini, tudi on je zahteval prekršek Daniloviča. Še enkrat ničesar ni zapiskal sodnik Šorli. Lepo so zdaj iznesli žogo nogometaši Malečnika, pritiskala sta tam Hasan in Kušnik. Neuspešno. Na desni strani je Lah. Do žoge Novak, pa Dobaj. Dobaj išče odprtega soigralca, našel je Emberuša. Dobro do Kušnika. Kušnik lepo med nogami tam proti Mehmetiju, ki pa je bil prepočasen. Te podaje Kušnika ni ujel, je pa žoga končala v avtu za domačo ekipo. Zdaj pa že omenjena menjava, Amir Karič, strelec zadetka v 49. minuti. Izjemnega zadetka iz prostega strela, odhaja zdaj iz igre. Pokazal je, za kako kakovostnega nogometaša gre kljub visoki starosti, eden najboljših na igrišču. V igro pa je torej vstopil nogometaš številko 5, če vidim prav, Žiga Hozjan. Nov kot je to za ekipo Marleshiš, prvi v tem drugem polčasu, sicer pa 5. na tekmi. Lepo je Kušnik prodal proti Hasaniju, ki je uspel streljati v okvir gola, ampak strelj ni bil niti približno dovolj nevaren, da bi končal v vratih Malečnika. Dolga podaja proti Gorzi.
Tam je Dobaj. Nespretno je reagiral Dobaj, Gorza je žogo spravil v sredino, Pavlič pa je reagiral v zadnjem trenutku pred Dobajem. Medtem lahko povemo, da je Miklavž v Rušah pri Pohorju povedel s 3-1. Miljatovič in Pavlič kombinirata. Pa Ribič. Ribič lepo Kušniku. Kušnik je poskušal s peto, ampak na pravem mestu je bil Luka Ulbin. Bračko. Bračko in Fanedl. Umirja Fanedl. Žogo pošilja do Krajnca. Oziroma Janžekoviča, se pravičujem. Dobaj na levi strani. Preigrava Dobaj ob Emberušu. Dobaj je žogo spravil v sredino do Hozjana. Ob Miljatoviču je padel Šavorič. Sodnik pa je pokazal, da je šlo za prepovedan položaj. Obležal je zdaj sicer Jan Šavorič, ampak tako je ostal. Videli bomo to v ponovljenem posnetku, tako je podal v sredino. Padel je potem Šavorič morda celo pod prekrškom, ampak v vsakem primeru je šlo za prepovedan položaj. Žoga je zauta za goste iz Malečnika, ki imajo udobno prednost 2 zadetkov. Slabe 4 minute do izteka rednega dela. Emberuš je storil prekršek nad Dobajem. Hozjan se je lepo obrnil. Brez prekrška Štruklja nad njim. Štrukelj je iskal Kušnika, ampak še enkrat je bil dobro postavljen Fanedl. Podal je proti Gorzi, dovolj hitro pa je iz vrat izletel Blaž Jagodič. Miljatovič proti Kušniku, Kušnik ni skakal. Ulbin je žogo spravil do Hozjana. Palah. Napaka gostujočega vratarja. Žoga je končala v avtu za Marles Hiše. Hasani. Pa Dobaj. Hasani. Spet Dobaj. Dobaj preigrava, spravil je žogo do Štruklja. Ta do Hasanija. Danilovič. Kušnik se je ponudil. Kušnik z izvrstno podajo proti Pavliču, ki pa si ob Janžekoviču ni uspel pripraviti prostora za strel. Videli pa bomo tudi še eno menjavo na strani Malečnika. Iz igre odhaja nogometaš številko 10 Blaž Dobaj, strelec drugega zadetka za Malečnik v 14. minuti. Priložnost za Malečnik. Ja, naj povem, težek trg zdaj na sredini igrišča. Miljatovič in eden od vezistov Malečnika sta bila tam udeležena. Ja, močan trg, z obema pa bo, kot kaže, vse v redu. No, je pa namesto Blaža Dobaja v igro vstopil za te zadnje minute Manuel Patrik Gotal. Pripravil pa je trener Janžekovič še eno zamenjavo. Tudi Vito Gorza bo zapustil igrišče, medtem ko zapušča igrišče, pa lahko povemo, da Rače vodijo proti Rohu že s 3-0. Vodstvo pa je povišal tudi Miklavž proti Pohorju, ki vodi 4-1. Igrišče je torej zapustil tudi najboljši strelec lige Vito Gorza, ki je danes dosegel svoj 9. in 10. zadetek, zamenjal pa ga je nogometaš številko
Tega zdaj ne vidim najbolje. Nogometaš številko 24, Jan Vajksl. Vajksl bo, kot kaže, teh nekaj trenutkov prebil na položaju centralnega napadalca, medtem ko se je Šavorič preselil na krilo. Medtem se redni del tekme že iztekel. Prosti strel bo to za ekipo Malečnika, ki bo, kot vse kaže, to tekmo dobila in iz gostovanja v Limbušu odnesla vse 3 točke. Druga zaporedna zmaga, torej se obeta Malečniku. Videli pa bomo, ali je lahko rezultat še višji. Bračko poda v sredino. Fanedl je prišel do strela daleč. Presenetil vratarja Jagodiča in v sodniškem dodatku tekme poskrbel za končni izid 5-2. Odličen strel Straša Fanedla, ki je torej prišel do svojega prvega zadetka sezoni in odjeknila je celo petarda v Limbušu potem, ko je kazalo, da so se povsem pobrali nogometaši domače ekipe, pa zdaj celo 5 zadetkov. Videli smo še enkrat ta dober strel oddaleč Staša Fanedla. Zdelo se je sicer, da bi Blaž Jagodič lahko bolje posredoval, je pa medtem Armando Šorli odpiskal. Konec srečanja, 3 točke torej odhajajo v Malečnik. Zadovoljene seveda lahko gostujoči strateg Janžikovič, nekoliko manj domači strateg Špindler. Precej razočaranje je videti pri nogometaših domače ekipe, ki so se vrnili v prvem polčasu po zaostanku z 2-0, spravili izid na 2-2. Tukaj bomo videli še enkrat vse zadetke. Vito Gorza v 2. minuti je začel, nadaljeval je Dobaj po lepi podaji Gorze, ko je z glavo premagal vratarja Jagodiča. Nato so se počasi vračali nogometaši domačih. Marles Hiš, prvi je v 21. minuti zadel Ribič. Nato je v 38. minuti za izenačenje poskrbel Matic Emberuš, ko se je najbolje znašel po podaji Skota. V začetku drugega polčasa pa je za ponovno vodstvo gostov poskrbel iz prostega strela s pravo mojstrovino Amir Karič. 81. minuti po lepi podaji Dobaja z glavo Vito Gorza za povišanje rezultata na 4-2. No, na samem zaključku tekme pa je za končnih 5-2 za strelom oddaleč poskrbel Staš Fanedl. Iz igrišča pod Grajskim gričem je to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.